Evo, vprašanje se glasi, danes smo pričeli z Evinimi večeri v Gustavu, pa povej, kako, zakaj in kako naprej. Ideja se je porodila poleti, čist meni osebno. Jaz sem razmišljala o tem, kako sem jaz hvaležna, da sem imela priložnost v Mariboru nastopati na številnih literarnih večerih in sem se lahko naučila brati, pa ne vem, tremo zgubljati in podobne stvari, ker se mi zdi, da je nastopanje en del tudi literarnega ustvarjanja in se mi zdi, da s tem približaš poezijo občinstvu, ki je sicer sploh ne bere, ali pa tudi tisti, ki jo berejo na drug način, na malo bolj celosten, zaradi tega, ker je vsem poezija del avtorja. In če avtor sam sebe predstavi ali pa skozi pogovor, pride bolj do izraza, mogoče nekaj več kot sam pisana beseda. In skratka, jaz sem zdaj tu v Šentjurju, tu živim, tu imam družino in po eni strani imam to možnost, da povabim te mlade šentjurske ustvarjalce, ki še niso veliko ali pa sploh nič nastopali, in to je moj namen, v bistvu, da jim nudim občinstvo in možnost izražanja in učenja. Mogoče bo pa kdo od njih fejst napredoval, pa nekoč nastopil, pa bo imel to kilometrino za sabo. Tvoja prva kandidatka za Doto je bila Katja Gorečan in povej nam, kako si jo doživela. Saj ste tudi nekaj časa prej verjetno sedeli na par kavne ali pa česa drugega. Ja, Katjo že odprej poznam osebno, tako da ni bilo toliko problema. Mogoče z naslednjimi se bom še več dobila, ker jih ne poznam tukaj niti njihovega dela fejst. Katjo sem si prav zato zbrala, ker jo poznam, da mi bo na nek način lažje, ker tudi jaz sem prvič v tej vlogi, da vodim in tudi nisem še navajena in ne znam ali pa ne vem. In s Katjo se poznam, z njo sem sproščena, poznam in občudujem njeno poezijo, njo kot avtorica. Je še mlada, se zelo spreminja, vidim, da napreduje in jaz osebno ful verjamem v njo, zato je pa res, da ona ni prvič nastopala, no, ampak tudi ni veliko kračeno. Še ima veliko narediti na tem. Danes mi je doživela zelo pozitivno. Se mi zdi, da je bila krasna, res, da je v redu izpadlo. Hvala lepa.